Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Med notami. Današnja oddaja bo zelo vesela in prepričana sem, da zelo nasmejana, ker je naša gostja Tanja Žagar. Pozdravljena pri nas. Lep pozdrav vsem. Lepo, da smo spet skupaj, da bomo spet malo klepetali v vaših koncih. Tako, mi smo pa zelo veseli, da si z nami. Prej smo se dogovorili, da se bova tikali, ker sva istih let. Tako so obe ista letnica, ne? Tako da bo bolj sproščeno, ne bomo navi, bomo kar na ti, po prijateljsko. Ja. Kakšno je bilo tvoje poletje? Je bilo veliko dela, naporno ali šele glavnina prihaja? Moja poletja so vsako leto zelo zanimive. Veliko se mi dogaja, tako da mi nikoli ni dolg čas, sicer mi to ni v nobenem letnem času, ne? Ampak poletja so prav posebna iz tega razloga, ker se dogajajo te poletne zabave na prostem, plesi, veselice in večino časa preživim svojo spremljevalno skupino Avantura z mojimi Prekmurci, na odru seveda, ne? Tako da se in mi zabavamo in ljudje, ki nas pridejo poslušati, se zabavajo. No, in poletja so prav posebna pri meni še zaradi enega drugega razloga, ker že nekaj let zapored zdaj prirejamo izlete, celodnevne izlete, ki smo jih poimenovali Žagarija, ali smo se poigrali z mojim priimkom, ne? In ljudje zelo radi gredo z mano na te Žagarije, vsakič se odpravimo v en drug konec naše lepe dežele, malo spoznavamo kraje, si ogledamo kakšno znamenitost, potem se družimo na pikniku in vedno potem zvečer je nekje pač nek večerni glasbeni dogodek, kjer nastopam jaz svojo skupino, tako da res uživamo na teh Žagarijah. Bili smo že v Prekmurju, pa na Bledu, v Dobrni, v Radencih in tako naprej, no. Celo letos smo šli za 3 dni v Poreč. Krasno. Ja, in naslednja Žagarija se bo zgodila naslednje leto. Od 27. aprila pa do 30. aprila se zopet odpravimo v Poreč. Če bi kdo želel z nami, se je treba prijaviti, a ne? In potem se gremo imeti lepo, se gremo spoznavati, družiti, klepetati, žurirati, plesati, prepevati. Skratka se lepo imeti. Prijavite se pa lahko, pogledate na moj Facebook profil ali na mojo prenovljeno spletno stran, tam so številke, pa naslovi, skratka tisti, ki želi, že pride, a ne, do informacije. Ja, tako, kontaktov Ja. veliko, oziroma dovolj, da pridejo. Ja, tako, lahko tudi meni v končni fazi na mail napišete, moj mail je pevka.tanja@gmail.com, sicer pa preko Facebooka, ne. Krasno. Zdaj pa tudi veseli december, skoraj za ovinkom in najbrž bo tudi to kar pestro. O ja, sej je tudi november, no. Nič preveč ne zaostaja za decembrom. Ja, december je pa še bolj tako praznično obarvan, to praznično razpoloženje imam jaz zelo, zelo rada. Se mi zdi, da ko pridejo prazniki, da smo ljudje bolj družabni, da nas preplavljajo neka drugačna čustva, da smo bolj dostopni, da je manj te distance, a ne? In zato so mi pa te prazniki tudi zelo všeč, ne? In glasba je vedno prisotna, te zabave, kar gre pa lepo z roko v roki, a ne? Tako. Raje nastopaš takole po zimi, ko se je treba malo bolj obleči, ali pa morda tudi zmrzovati na odrih zunaj, ali poleti? Jaz moram priznati, da nikoli ne zmrzujem na odru. No, krasno. Tudi če je na začetku zelo mrzlo, ne, se po pesmi 2 ogrejem tako, da potem je vedno treba tudi razne plašče in bunde dol sleč, a ne. In vsak letni čas, no, prinaša svoje lepe stvari, a ne. In mi je tako lepo po zimi na odru, kot tudi poleti. Nimam težav, no. Krasno. Torej, vsekakor na tvojih koncertih je noro, ne? Ja, zdaj že nekaj let jaz prirejam svoje te samostojne koncerte, poleg vseh ostalih nastopov, a ne, ki se dogajajo in ki jih je tudi zelo veliko. Ja, in ti koncerti so posebno doživetje. Ja, uporabljala sem pridevnik noro, zato ker bova kmalu videli videospot Nora noč. Aha, smo se lepo navezali. Tako, ja. Kje si snemala ta videospot? To smo nekje na Štajerskem posneli. Taka vesela družba, zelo smo se zabavali, no, zelo rada snemam videospote in jih imam zdaj pa že 20.
Lepa okrogla številka. Ja, okrogla številka jubilejna. Pred kratkim smo posneli tega 20. ki ga bomo potem, sva se odločili, a ne na koncu si, pogledali za pesem Arriva, za tako poletno in temperamentno, živahno pesem, no, ampak začnemo pa z Noro nočjo. Z Noro nočjo. Zdaj gremo kontra, ne? Ne začnemo z dnevom, ampak z nočjo, prav imate. Seveda, pa pozorirajmo z Noro nočjo. Noč je prava, to zabava bo za nas, ki ljubimo, se ljubimo. Kaj bo jutri, to še daleč, daleč je. Ljubezen daj, uživaj zdaj. Smeh na licu, smeh v srcu naj žari. Saj v dvoje, res lepo je. Naj se zasliši, naj se zapoje naša pesem zdaj. Ta nora noč je za mene, je za tebe, je za nas. Naj bo, kar bo, jole, 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 ta nora noč nič ne čaka, kar takoj se te odpre. Daj zaljubi se, daj pozabi vse, začuti, kaj življenje je. Pa naj se za nas zdaj ustavi čas, da sliši se ljubezni glas. Noč je prava, to zabava bo za nas, ki ljubimo, se ljubimo. Kaj bo jutri, to še daleč, daleč je. Ljubezen daj, uživaj zdaj. Smeh na licu, smeh v srcu naj žari. Saj v tvoje, res lepo je. Naj se zasliši, naj se zapoje naša pesem zdaj. Ta nora noč je za mene, je za tebe, je za nas. Naj bo, kar bo, jole, 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 ta nora noč nič ne čaka, kar takoj se te odpre. Daj zaljubi se, da pozabi vse, začuti, kaj življenje je. Pa naj se za nas zdaj ustavi čas, da sliši se ljubezni glas. Ta nora noč je za mene, je za tebe, je za nas. Naj bo, kar bo, jole, 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 ta nora noč nič ne čaka, kar takoj se te odpre. Daj zaljubi se, da pozabi vse, začuti, kaj življenje je. Pa naj se za nas zdaj ustavi čas, da sliši se ljubezni glas. Takole, skoraj smo tudi mi malo zaplesali zraven. Ja, nas je kar nosil malo sem. Ja, tako. Kar nekaj časa si že na sceni. Opaziš kakšne spremembe? Mogoče je bilo v skupini lažje, zdaj težje ali pa ravno obratno? Aha, jaz imam eno zelo lepo izkušnjo iz skupine, ne, Foxy Teens, in zato, ker smo mi tako lepo in uspešno delali vseh 9 let, sem potem se jaz sploh odločila, ne, da sem stopila na samostojno pot. Če ne bi bilo to tako lepa izkušnja, zagotovo ne bi. Ampak zdaj, ko sem sama, ne, se res temu posvečam. Vse ima svoje prednosti in slabosti, a ne, zdaj nekako, ko si sam od sebe odvisen, je to super. Okrog sebe sem tudi zbrala takšne ljudi, ki radi delajo, ki jim nikoli ni nič težko, ki se jim zelo, zelo ljubi delati in so motivirani, ker samo s takšnimi pač lahko sodelujem, ker me kar ne zmanjka idej in motivacije in tako sem zelo zainteresirana za delo, ne, mi je všeč. No in se pravim, ne, je lepo in v skupini imeti to izkušnjo in potem kot solist. Kako pa je, na primer, na dan nastopa? Kdaj se začnejo že priprave, že zjutraj ali potem kasneje, tik pred nastopom, da se povadi še kaj? Ja, pravzaprav je treba vaditi ves čas, ne. Zdaj, če govorimo o vajah s skupino Avantura, potem jaz redno hodim včasih
vsak teden, včasih recimo na 14 dni, a ne, včasih bo večkrat na teden, odvisno od tega, kaj nas čaka, ne, koliko koncertov, in se vozimo prek Murje na vaje, a ne. Ampak to delo je takšno, da si pravzaprav ves čas vpet v to. 24 ur, pa razmišljaš, kaj bi še naredil, kaj je bilo super, kaj ni bilo mogoče tako, kaj treba nadgraditi, kaj treba izboljšati in tako da to vaja poteka ves čas, pa v glavi, če ne drugače. Tudi med vožnjo najbrž, ne? Med vožnjo pa jaz veliko stvarim, ja. Med vožnjo v avtomobilu tudi ogromno pesmi, napišem melodij, besedil, veliko idej se rojeva v avtomobilu, ja. S katerimi avtorji pa tako rada sodeluješ? Tukaj lahko izpostavim Boštjana Groznika, absolutno. On je avtor, sicer tukaj iz vaših koncev, ne, malo naprej, iz Trbovlj. On nam je pisal že v skupini Foxy Teens in midva sodelujeva tudi zdaj, ko sem jaz na svoji samostojni poti, lepe pesmi mi piše in zelo sem vesela, ker velikokrat pride poslušati me tudi na kakšen koncert in zelo, zelo uživa, no, res smo dobri prijatelji. Potem veliko lepih besedil mi je napisal Adi Smolar, ki vemo, kako on ustvarja, ne, da to je res prelepo, no. Tako da, naprimer, Majhne nežnosti besedilo, pa Dnevi sreče, Dnevi žalosti, celo en čudovit duet, tak zanimiv, mava skupaj z Adijem Smolarjem, Bau, malo sprašiva v tej pesmi, taka rock'n'roll, tudi živahna. In tako, no, sodelujem pač z ljudmi, ne, ki me kar poznajo dovolj dobro, da lahko pišejo zame, no. Jaz mislim, da to vsak pač ne more, a ne. Tako. Zame za Kantaj je pa napisal kdo? Zame za Kantaj. Tukaj sva pa pri besedilu kar dva stopila skupaj in sicer mi je pomagal Igor Pirkovič. Ja, ki mi je pa tudi napisal tekst Lepo je v dvoje, pesem, ki jo prepevava v duetu z Borisom Kopitarjem. Tako, ja. Na obali se je pa snemalo, ne, videospot. Tako je. Jaz sem kar nekaj pesmi oziroma videospotov že posnela na naši obali. Ta je posnet v Piranu, ne, ker pesem poje, da grem drito na obalo v Piran, ker me čaka lep Istrijan. In je tak zelo, zelo optimističen in sončen videospot. Takrat smo imeli izjemno srečo tudi z vremenom, ker je bilo ravno tisti dan čudovito vreme, ne. Vse je kar žarelo od te lepe svetlobe in od sonca, no, in je zelo lepo uspel ta videospot za pesem Zame za Kantaj in tako pesem kot videospot imajo ljudje zelo radi. Tako, no pa si ga tudi mi poglejmo zdajle. Bil je sončen dan, šla sem v Piran, drito na obalo. Kar naenkrat pa sem zagledala njega s kitaro. Je na barki stal, nežno zakantal, pesem le zame, z njo srce začaral. Lep je Istrijan, z njo srce začaral. Lep je Istrijan. Zame za Kantaj, serenado zdaj, che bella, bella notte z nama je. Zame za Kantaj, na kitaro zdaj, naj tvoja barka ziba, ziba se. Pa čez 8 let, sama šla sem spet, drito na obalo. Kar naenkrat pa sem zaslišala tisto kitaro. Je na barki stal, nežno zakantal, pesem le zame. Skrila se romanca, v najin je Piran. Skrila se romanca, v najin je Piran. Zame za Kantaj, serenado zdaj, che bella, bella notte z nama je. Zame za Kantaj, na kitaro zdaj, naj tvoja barka ziba, ziba se.
ziba se. La 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 la, la 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 la. Che bella bella notte s nama je. La 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 la, la 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 la. Naj tvoja barka ziba ziba se. Naj tvoja barka ziba ziba se. Takole spet smo v studiu, poslovili smo se od morja, čeprav nam je kar malo zadišalne po morju. So ugotovili, ne, da ko človek gleda ta video spot, da bi se kar odpeljal na kavo na morje. Ne? Ja, seveda. A greva potem? Peva, tako je. Ja. Na festivalih oziroma na tekmovanjih vas ne videvamo, te ne videvamo pogosto. Ja, jaz sem se bolj posvetila tej svoji koncertni zgodbi in moram reči, da me to res zelo izpolnjuje, da imam veliko dela s tem, ne, da so to veliki projekti, ki vzamejo ogromno časa, tako da sem se pač malo odmaknila, ne, od teh festivalskih tekmovalnih zgodb. No, pač tako bom rekla, res življenje lahko karkoli prinese, ne, zarečenega kruha se človek največ naje, ampak zaenkrat v tej smeri ne razmišljam. Mogoče pa kdaj, bomo videli. Je bila pa simpatična izkušnja najbrž pri Zvezde plešejo. Saj iz naše strani je bilo tako videti. Pa tudi zelo dobro ste se odrezali. Sem si se odrezala. Si se odrezala. Moram popraviti. Ja. Ja, res, to je bila pa tudi ena tako lepa izkušnja. To človek ne more pozabiti. In sem si ravno pred nekaj meseci, no, zavrtela tisti DVD, ki smo ga potem na koncu dobili, a ne vse te plese, ki smo jih odplesali, in sem to pogledala in sem bila kar tako odprtih ust, sem rekla, tako je bilo to res dobro in lepo, in ljudje so bili navdušeni. Še zdaj mi velikokrat, ne, skoraj ni nastopa, da ne bi nekdo prišel pa rekel, Tanja, mi se spomnimo, kako sta z Matevžem Ogorevcem takrat plesala, pri Zvezde plešejo in smo navijali, ne, všeč nam je bilo zelo treba delati, veliko trenirati, praktično vsak dan smo mogli vaditi, ker se je to iz tedna v teden menjala koreografija, a ne, jaz pa pač nisem profesionalna plesalka, sem se mogla vsega tega naučiti, mi je bilo pa v veliko veselje, tako da bi še ponovila. Pravzaprav na teh mojih koncertih z Matevžem tudi še zaplešava. Ja, sem ravno to hotela vprašati. Nekaj let nazaj sem videla, da plešeš. Ja. Sem hotela vprašati, če še. Ja, z Matevžem Ogorevcem še zaplešava in bova tudi na kakšnem koncertu pokazala svoje plesne sposobnosti, da je še ostalo nekaj. Tako. Kot učiteljica v glasbeni šoli pa spremljaš tudi svoje učence najbrž, kako nastopajo. Si kaj živčna, ko jih vidiš, ko grejo prvič na oder? Ma pravzaprav se tako dobro pripravimo, no, da kakšne živčnosti ni, a ne. Tudi ne želim iz tega delati živčnosti, ker mislim, da to ni prav, ne? Ker je otroke treba na drugačen način pripraviti, da gredo radi nastopati, da uživajo v tem in jim je treba povedati tudi, da če se človek zmoti, ni to popolnoma nič groznega, da je to človeško, da se motimo vsi. Tudi jaz, ki sem njihova učiteljica, ne? No, in najlepše mi je pa to, potem, ko odnastopajo, ne? In pridejo na naslednjo uro in rečejo, kdaj bom imela pa naslednji nastop spet, ne? In s takim navdušenjem, porečem, dobro si naredila, Žagarjeva, ne? Tako da radi tudi nastopajo, vedno rajši, in s tem lahko tudi zelo napredujejo. Zelo lepo mi je v glasbeni šoli logati že 11. leto. Tiho tale čas beži, ne? In mi bo zagotovo lepo še naprej, no. Otroci so pa tako sončki, srčki in jih obožujem. Se spomniš mogoče ob kakšni taki ali na zgodi ali pa kakem simpatičnem pripetljaju, pa rečeš, jaz sem bila pa ravno taka v glasbeni. Ja, seveda se me tudi oni spomnijo name, ko sem bila jaz mala, a ne, predvsem pa si vse te njihove srčne in iskrene in spontane izjave zapisujemo v en poseben zvezek, ker mi je tako žal, da bi to pozabila. Ker so tako lušni, ne? In imam jaz to vse zapisano, potem pa ko malo zrastejo, ne? In pa povem, veš, kaj si ti meni rekel ali pa rekla takrat, ko si imel toliko pa toliko let, ne? Potem se pa smejimo in malo bujamo spomine, tako da imam vse zapisano, da ne pozabim. Ja. Krasno. Tako da se v bistvu spomnijo učiteljice Žagarjeve po takih simpatičnih
dogodkih in simpatičnih gestah. Ja, no, se trudim, da je temu tako, ker se namen je, da otroci radi prihajajo, a ne, da se radi učijo, da tudi čim bolj napredujejo, da sami tu čutijo ta napredek, a ne, in zakaj bi jim naredili na drugačen način, če jim pa lahko to polepšamo in so potem bolj veseli, bolj optimistični in tako, ne. Otroci ti ogromno lahko dajo in veliko energije. In jaz se ne čutim po svoji službi nič utrujena ali pa izžeta, pa da zdaj so me pa tako, ne, da sem brez energije ostala. Niti slučajno, ne. Če znaš z njimi lepo delati in malo na igro obrniti in malo na šalo, na hec, oni vse naredijo, kaj rečeš. Ne? S hvaležnosti. S hvaležnosti in tako, kot čutijo, da jih imaš rad in da bi jim rad pomagal in tako. Ne? In čudovito je delati tako s predšolskimi, ker delam s predšolskimi tudi in z osnovnošolci. Ampak se je treba ogromno pogovarjati in jim prisluhniti znati, da ti povedo tudi kakšen svoj problem, kakšno svojo težavo in da jim pomagaš potem to reševati. Ne? In potem se počutijo dobro in varno in vejo, da niso sami, ne? In res lepo je delati. No? Super. Kdaj je tudi težko, ko grejo naprej? Ja, seveda. Potem imamo, to je pa tema. Potem imamo pa zaključne nastope, ne, recimo s temi, ki jih klavir učim. Po 6. oziroma po 8. razredu je zaključni koncert. In takrat mene vedno tako gane, ne. Ko pač imaš tudi nek govor, pa oni se tako zahvalijo in to, in jaz sem ganjena in s takimi solzami v očeh ne moram tega skriti. Ne gre, pač, ker veš, da si en lep del življenja preživel z njimi, ne, 8 let ni malo, tudi 6 let ni malo, smo se videvali 2-krat ali pa celo večkrat na teden, potem pa kar naenkrat konec in grejo novim dogodivščinam naproti. Ampak kar je pa res najlepše od vsega, je pa to, in to se mi je ravno včeraj zgodilo spet, da me pridejo nazaj pogledati in pozdraviti. Včeraj je tudi ena učenka prišla, Eva, do mene, je rekla, sem te prišla pogledati, a ne, in potem smo malo klepetali, tako da to so pa posebno lepi občutki. Čudovito, ne? Ja. Takole v jeseni dobiš pa nove učence? Ja, vsako leto dobim tudi nove učence. Koliko let to so bilo? Ogromno, predvsem jih je bilo zelo veliko novih pri glasbeni pripravnici, pri predšolski glasbeni vzgoji in pri pevskem zboru. In jih imam zdaj še 40 pri pevskem zboru. Lepa številka. Ja, lepa. In jaz dovolim kar vsem, ki radi pojejo, da pridejo. Ne delam nobenega izbora ali pa kakšne audicije in prihajajo od 3 let naprej. Ja, in to pojejo navdušeno in tako. Potem še malo dodamo kakšne plesne gibe, ne, da še kažemo zraven, zdaj pripravljamo eno tako igro, no, tako je treba ves čas nekaj novega pa zanimivega jim ponuditi, ne. Tako. Lepo. No, krasno. Ko že govoriva o jesenskih začetkih, bila je jesen, je tudi nek jesenski komad, oziroma videospot. Ja, čudovitega smo pa na Ljubljanskem gradu posneli. Ta pesem je pa čisto moja. Sem napisala tako glasbo kot besedilo. No, krasno. Pa poglejmo videospot. Če bi vsaj en dan vrnil se za trenutek še, bi srce zaželelo si, da takrat bil z menoj biti. Mine vse, enkrat mine vse, pa čeprav si želiš, da ne več nazaj, starih ni poti. Še spomin včasih pač sledi. Bila je jesen, ko rekel si mi, nekoč bova skupaj jaz in ti. Potem si objel me tako, kakor da zadnjič bi bilo. Želela sem te, želela sem si, da skupaj pomlad čakala bi.
vse, pa čeprav si želiš, da ne več nazaj, starih ni poti. Še spomin včasih pač zbledi. Bila je jesen, ko rekel si mi, nekoč bova skupaj jaz in ti. Potem si objel me tako, kakor da zadnjič bi bilo. Želela sem te, želela sem si, da skupaj pomlad čakala bi. A zdajle jesen še v srcu živi, ko zadnjič objel si mene ti. Bila je jesen, ko rekel si mi, nekoč bova skupaj jaz in ti. Potem si objel me tako, kakor da zadnjič bi bilo. Želela sem te, želela sem si, da skupaj pomlad čakala bi. A zdajle jesen še v srcu živi, ko zadnjič objel si mene ti. A zdajle jesen še v srcu živi, ko zadnjič objel si mene ti. Iz jesenskih ritmov se spet selimo nazaj v studio, pa mislim, da je že čas, da omeniva malo tvoj album. Res je, Ja. se strinjam. Ja. Zdaj pa res je čas. To, kar je tukaj na tele mizici, je moja nova 4. plošča, ki sicer nima naslov številka 4, ampak številka 3. Ja, po Naslovni pesmi. Tako, a ne? ja. Gre za album, ki ne prinaša samo 3 pesmi, da se ne bi slučajno ustrašili, ne? Ampak jih je veliko več. Je bolj tak živahen, temperamenten, tudi kakšna taka bolj umirjena, izpovedna se najde. Po mojem poznate iz tega albuma že pesem Vino, vino tudi, pa Arrivo, Seveda. za katero bomo potem tudi videli videospot, potem Moja mala je na tem albumu in kmalu bom posnela še en novi videospot za pesem Dadi Ladi. A, krasno. Ja, ta je pa še malo bolj zapeljiv kot ta številka 3. Ne? Aha, krasno. Oziroma na drugačen način zapeljiv. Tukaj sem se jaz malo pošalila s tem Dadi Ladi, sem jaz to besedilo napisala, ne? Ampak je zelo simpatično. Tako da, ja, novi album, lahko ga naročite pri moji založbi, kdor ga naroči pri založbi Gong, a ne, potem jaz grem v studio, to vse podpišem, napišem posvetilo, če kdo želi komu podariti za kakšen rojstni dan, a ne, kot darilo, samo poveste, kaj želite, da napišem gor in to tudi naredim. Sem pa hvaležna zelo vsem tistim, ki so pripravljeni, a ne, kupiti album in pač, ki me spoštujejo in moje delo na ta način. Tako, torej še posebno posvetilo, neka posebna nota, ne, za Ja, tvoje oboževalce. ja, zagotovo, ne. Ja. Potem se jaz tudi pošljem zraven še kakšno autogram kartico, pa plakat, če želite, ne. Imamo kar dosti tega, zdaj letos pred začetkom šole smo še eno stvar naredili, in sicer zvezke. Sem rekla, ne bo to kot ena spodbuda vsem šolarjem za uspešno šolsko leto. Zdaj, ko sem bila jaz v šoli, se spomnim, smo imeli tudi na zvezkih razne izvajalce, pa glasbene skupine, ne, in to je bilo kar ena motivacija za učenje. No, in zdaj smo naredili tak žagarski zvezek, a ne, če bi kdo krasno. želel, lahko tudi to naročite. Tako, včasih smo dajali tako vitke posterje, ne? To Ja. pa ni potrebno, ker je že na naslovnici. Ker je že napisano. tako. Ja, super. Kako dolgo pa je takole nastajal album? Zdaj samo snemanje potem nekaj mesecev traja, ne, ampak nastaja pa dlje časa, ne. Zanimiva stvar je to, da recimo ta številka 3, ta pesem je bila mišljena za prejšnjo ploščo. Aha. Ja, smo imeli že takrat narejeno mal drugačni, no, obliki. In potem sem jaz poslušala tisto ploščo Naj živi lep spomin in sem rekla, ma tole pa sploh ne gre.
Aha, torej ni pasalo v kontekst. Ni šlo zraven, sem rekel, to ne gre in zakaj bi neki usiljevali, a ne? Pa sem jaz rekel, dajmo počakati lepo, bo že prišel en trenutek tudi za to pesem številka 3 in ko bo, takrat bo to pravi trenutek, zdaj pa pač še ni, ne? Ja, in smo res počakali, no, in zdaj je celo to naslovna pesem, ne samo pesem na albumu. Tako, ja. Kje pa se posneje videospot za številko 3? Videospot smo snemali v Ljubljani v enem takem skladišču, režiral mi ga je Niko Karo. Tako tega, kot potem tudi tistega za Arrivo, no? To je mlad režiser, ki zelo lepo dela, odlično sva se ujela in mislim, da bova še kar nekaj videospotov skupaj posnela zagotovo. Sicer pa pri tej številki 3 z menoj sodeluje odličen glasbenik, ki prihaja iz Kube. In to je Lazaro Zumeta, odličen violinist, pravzaprav multiinstrumentalist, no, se igra ogromno inštrumentov. V tej pesmi prepeva z menoj, na mojih koncertih ga pa lahko vidite tudi in slišite kot violinista, tako da odličen je, še malo tega kubanskega temperamenta prinese, ne, wow, je vroče. Seveda. Ja. Kako ste se pa spoznala, tega je kdo priporočil? Mi smo se z Lazarom sva se spoznala na eni od žagarij, ko smo mi igrali, oni so pa tudi igrali svojo skupino tam, ne, in potem se pač taka dobra energija združi, pa sva se začela malo pogovarjati, on že nekaj časa zdaj živi v Sloveniji in beseda dala besedo, zakaj pa ne bi nekaj skupaj ustvarili, no, in prva stvar, ki sva jo naredila, je ta številka 3, ampak imava že naprej ideje, kaj bi še ustvarila in pride še kakšno lepo presenečenje. Tako, načrtov in izzivov več kot dovolj, ne? Ja, zaenkrat jih ne manjka, no. Super. Tako da dokler jih bo, ne, bomo se trudili in delali dalje. Tako, no mi si pa poglejmo videospot za številko 3. Ko prideš ti, potrkaj mi na vrata, da te bom slišala. Če me ne bo doma, pomeni, da sem šla, ker sem predolgo z odejo se objemala. Ko ljubiš, ljubi me, ko sanjaš, sanjaj me, ko varaš, varaj me, da ne opazi se. Ko ljubim, ljubim te, ko sanjam, sanjam te, ko varam zame, postal si številka 3. Escucha nuestra historia. 1, 2, 3, vamos todos a bailar. Je postelja samo za 2, na njej prostora ni, če si številka 3. Če me ne bo doma, pomeni, da sem šla, ker sem predolgo z odejo se objemala. Ko ljubiš, ljubi me, ko sanjaš, sanjaj me, ko varaš, varaj me, da ne opazi se. Ko ljubim, ljubim te, ko sanjam, sanjam te, ko varam zame, postal si številka 3. Ko ljubiš, ljubi me, ko sanjaš, sanjaj me, ko varaš, varaj me, da ne opazi se. Ko ljubim, ljubim te, ko sanjam, sanjam te, ko varam zame, postal si številka 3. Escucha nuestra historia. 1, 2, 3, vamos todos a bailar. Me amas, no me amas, me quieres, no me quieres. Y si me quieres, conmigo no juegues, no juegues, no juegues, no juegues. Ko ljubiš, ljubi me, ko sanjaš, sanjaj me, ko varaš, varaj me, da ne opazi se. Ko ljubim, ljubim te, ko sanjam, sanjam te, ko varam zame, postal si številka
vista, baby. Številka 3 je bila tole, kar precej zapeljiv videospot, ne? Pa mora biti malo zapeljiv, ne? Če se tako malo lepo gledamo, pa malo osvajamo, pa malo zapeljujemo, to pa ni greh. A ne, da lahko? Ja, tako. Lajce, ja. Vse v smislu pozitivne energije, plesa in zabave. Tudi ta fant v videospotu, ki smo ga s temi barvami polivali, je zelo užival. Je, ne? Res je zelo užival. Sej se kar videlo, ja. Nič se ni pritoževal, ni se jokal, ni mu bilo hudega, ne? Tako, ja. Bil prijeten dan na delu. Ja, super. Ja, seveda. Sodeluješ oziroma sodelovala si v Laškem s tamburaško zasedbo. Res je. In to je bila kar taka prijetna izkušnja, si rekla, ne? Ja, nepozabna. In bilo jih je že kar nekaj takšnih tamburaških izkušenj do zdaj. In kar je najlepše, še veliko jih bo. Vsaj to imamo v načrtu. Nekaj časa že sodelujem z vipavskimi tamburaši. To je orkester mladih glasbenikov, ki uživajo v tem, kar počnejo, pod vodstvom mlade dirigentke Neže Žgur. In mi smo že nekajkrat skupaj koncertirali. In ker je to tako lepo in tako ganljivo, ker se te moje pesmi, ne, pridejo še bolj do izraza, predvsem ta besedila, in ljudje res radi prihajajo. Tudi na takšne koncerte sem se jaz odločila, da bi najraje naredila kar eno tamburaško koncertno turnejo, da bi prišla v čim več krajev in se čim več ljudem na takšen način, da bi se tudi predstavlja, ne? Da bi to imeli priložnost videti, slišati, predvsem pa začutiti. Ker gre za eno popolnoma drugačno zgodbo. Jaz sem tudi zbrala takšne zelo čutne pesmi, ne? In se pravim, ko zazvenijo te tamburice, ja, jaz ne vem, to se more nekaj tle notri zgoditi, ne? In smo imeli recimo letos za Valentinovo, smo imeli Valentinov koncert s tamburaši v Žalcu, zelo uspešen, zelo zaljubljen. No in potem smo imeli zdaj pred dnevi Martinov koncert v Laškem. Je bilo tudi zelo, zelo krasno. In zdaj že delamo plane za naprej in v katere kraje bomo prišli. In kdaj bomo prišli, boste tudi zvedeli na moji spletni strani, na mojem Facebook profilu. Zagotovo nas boste pa še lahko slišali z vipavskimi tamburaši. Krasno. Kako ste se pa našli skupaj? Kdo je prišel na idejo? Enkrat je bila želja enega organizatorja, da bi skupaj nastopili in smo res zelo hitro to tudi realizirali. Neža Žgur je napisala priredbe za tamburice in smo imeli prvi koncert v eni cerkvi. Je bilo čarobno, res lepo. No in potem je šlo tako kar naprej in zdaj delamo, še dodali smo nekaj pesmi, ne, je treba še razširiti program in tako. In zdaj je to res en lep tamburaško-žagarski večer, da tako rečem, ne? Ja. Načrtuješ še kakšne izlete v malo drugačne žanre? Bomo imeli tudi rockersko žaganje? Dobra ideja. Da bi malo... Nikoli se ne ve, mogoče tudi to. Imela sem en izlet recimo v Narodno-zabavne vode, ko sem z ansamblom zapela pesem Minili sta že leti 2 in tudi lep videospot smo posneli za to pesem, ampak to je bil samo izlet, a ne, sicer ostajam v zabavni zvrsti, zdaj za kakšen izlet mislim, da se bom še priporočila kdaj, da se bo še zgodil, ker se mi zdi tudi to tako zanimivo, ne, pa ena popestritev, zakaj pa ne? Predvsem tudi imam recimo rada duete, da se združiš z ostalimi glasbeniki, izvajalci in kaj lepega ustvariš. Od danes naprej razmišljam o rockerski. O rockerski pesmi ali kako. Imaš že v mislih, katera rock zasedba ali pa rocker bi prišel? To zdaj še ne vem, če je zdaj ideja padla. Zdaj moram iti v avto, pa se pelati, pa ko so v avtu ideje, bom mogoče tam dobila. Ampak ideja pa sploh ni slaba. Ja, vsej sem jaz to tako. Super. Ja. Meniš, da se je dobro takole malo prilagajati, malo sprobati drugačne vode? Ja, zagotovo, mislim, zakaj pa ne? Mislim, lepo je, če človek ve, v čem je zares dober, oziroma v čem je najboljši, ne, in se temu maksimalno tudi posvečaš, ampak kakšen izlet sem in tja, pa zagotovo ne škodi, ker je to samo ena zelo dobrodošla nova izkušnja in se lahko samo kaj novega naučiš, kaj novega spoznaš. Predvsem pa je moje mnenje vedno bilo in bo, da je treba do glasbe biti tako odprt,
poslušati čim več različne glasbe, hoditi na različne koncerte, poznati različne izvajalce in potem ti glasba res lahko veliko tudi da. Tako, kakovost je v bistvu na vseh koncih. Zagotovo. Ne zglede na zvrt. Pa jaz pravim, mislim, najbolj nesmiselno se mi zdi to, da se zaradi glasbe prepiramo, kregamo, da smo žaljivi, da smo cinični, da koga podcenjujemo. Mislim, da v življenju ni prostora za to, vsaj pri meni ga ni. No. Zato pa je toliko različnih izvajalcev, toliko različnih glasbenih zvrsti, da si res lahko vsak človek izbere tisto, kar mu je pač najbolj všeč in v tistem najbolj uživa. A ne? Ostale pa pusti, da delajo in tudi ostale poslušalce pusti, da poslušajo, kar pač radi poslušajo. To je to. Takole, ko imate nastope na raznih koncertih, ko je več izvajalcev, a imate sploh čas za kakšno druženje oziroma se družite, slišite po telefonu s kom, ali je to bolj zaprt krog za vsakega posameznika? Ali izvajalci? Tako, ja. Na koncertih seveda se družimo, no, sicer je to delo, zdaj ni tam čas, da mi potem po koncertu debatiramo in tako ne, ampak recimo tudi jaz po koncertih naredim tako, da se z ljudmi družim, vedno potem imam podpisovanje albumov, plakatov, kartic, ne, in majic, zvezkov in tako naprej, in sem dokler res vsi ne dobijo, kar želijo, prisotna tam, se z ljudmi še kaj pogovorim, se poslikamo z vsemi, ki si tega želijo, da res ni samo tisto občutek, koncert, ne, pridemo, poslušamo, odploskamo in gremo domov, ampak da je še en malo bolj pristen stik. No. To imam jaz rada. Jaz s svojimi glasbenimi kolegi se pa absolutno tudi zelo lepo razumemo, si izmenjamo takšne in drugačne zgodbe, glasbene izkušnje, a ne, si tudi pomagamo med seboj in to je prav. Ja, dober odnos imate potem. Seveda, jaz imam z vsemi zelo lep odnos, kolegijalen, tako da tukaj sploh ni vprašanja, da ne bi bilo tako. Nekaj sva že govorili o načrtih. Za veseli december oziroma za Silvestrovo ponavadi nastopaš, ne? Ja, Silvestrovo tudi preživljam kar na odru, ampak mi to zelo všeč, pa tudi zelo hitro mine, uživam z ljudmi, ki takrat tudi praznujejo in tudi letos bom skupino Avantura, točnega kraja vam še ne morem povedati, ko bom pa vedela, bo pa tudi to objavljeno, da boste lahko prišli z nami silvestrovati in se zabavati. Tako, v naslednjem letu pa upamo, da tudi kakšen koncert v bližini, ne? Ja, to imam tudi v načrtu, absolutno. Tukaj sem že bila pri vas in v Zagorju, sem imela že koncert pred nekaj leti, pa v Trbovljah je bilo tudi prekrasno, so tako radi ljudje prišli, no, enkrat dobim kar nekaj pošte pa mailov, kdaj bom spet, ne? In to pride zdaj zelo v kratkem. No. Tako, torej bomo vsi spremljali in spletno stran in Facebook stran, da vidimo, kdaj boš v naših krajih. Ne? Le spremljajte, tam bo vse pisalo, lahko mi tudi kaj napišete na Facebook. Moram povedati, da preberem vse. Res popolnoma vse, kar mi napišete. Odgovoriti ne moram čisto vsem, ne? Ker je tega veliko, ampak preberem pa vse, kar mi ljudje napišejo. Krasno. No, torej, pred kakim koncertom se bova pa tudi še tule v studiu malo pogovorili, kaj poklepetali in se nasmejali, ne? Ja, z veseljem pridem, ko bom vedela za točen datum, pridem spet k vam, vas malo obiskat, malo pogledati, pa povedati in vas predvsem povabiti na koncert, ki bo tukaj blizu vas. Poslovili se bova še s finalnim videospotom, torej najbolj svežim, Arriva. Kje si ga pa snemala? S tem videospotom smo imeli pa največje probleme do zdaj ga posneti, ker je spet poletni videospot, to želela sem na morje, želela sem na slovensko obalo, ni šlo. Julija ne, avgusta ne, le zakaj? Vreme. Ja, vreme. Potem sem rekla pa v septembru, takole, draga moja ekipa, tega in tega datuma, sem zbrala en datum, sem rekla, gremo, karkoli bo, pač bo. Če bo dež, bom z dežnikom v roki ali pa bom pač na dežju, če bo sneg, bom v smučarski opremi. Sem se že tako šalila na koncu, ne. Ampak gremo posnet, ker ta pesem preprosto hoče imeti svoj videospot, ne. 20. No, in je bilo res takrat tudi tukaj slabo vreme, smo se pa odpravili na italijansko stran, tam nam je pa le uspelo. In nastal je en lep izdelek, ponosna sem, vesela sem, tudi na YouTubeu vidim, da kar ogledi rastejo, da ga radi si pogledate in gledajte ga še naprej. To je bolj tak spot, da te malo vrne nazaj v kakšne lepe, romantične
strastne poletne spomine. Seveda. Ali pa žurerske spomine, ne? Ker je pesem tudi taka žurerska. Tako. Najlepša hvala, Tanja, da si bila naša gostja. Lepo te bo videti še naprej v naslednji oddaji, ker prepričana sem, da boš še prišla. Boš? To sploh ni vprašanje. No. Se že kar najavljam Super. za naslednjič. Ne vem točno še kdaj, ampak pridem zagotovo. Krasno. Mi te bomo vedno zelo veseli. Hvala. Veliko uspeha pri naslednjih nastopih in pa se kmalu vidimo. Hvala lepa za zanimivo in prijetno klepetanje. So to klepetali, da priznam, da mi je zdaj pa že kar vroče. Zdaj pa greva na kavo, ne? Seveda. Greva. Še naprej klepetati. Seveda, normalno. Ne morava nehati. Hvala za vse, lepo mi je bilo z vami. Vse lepo vam želim in vesela vas bom na kakšnem nastopu oziroma koncertu. Lepo se imejte, srečno. No, mi se pa tudi poslavljamo od vas skladbo Arriva. Nasvidenje. Sem kakor čokolada, če bi k tebi se privila, se ti v rokah bi stopila, a to nevarno se mi zdi, preveč oči naju lovi. Kaj če bi midva raje šla na samo? Noč je vroča, noč je mlada, jaz uživala bi rada, tvoja noga me osvaja, pod mizo mi nagaja, a to nevarno se mi zdi, preveč oči naju lovi. Kaj če bi midva raje šla? Akcija! Arriva, gremo vsi, do jutra se lavi, dani tvoje roke, da zimajo mi boke. Arriva, gremo vsi, do jutra se lavi, dani tvoje roke, da zazimajo mi boke. La 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 la, la 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 la
spala. Noče vroča, noče mlada, nama pleše se lampada. Kaj bilo bi, če lahko bi, radovednost me napada. A to nevarno se mi zdi, preveč oči na ju lovi.